Zdaj pa, Mateja, imam jaz zate eno težko vprašanje. In sicer me zanima, glej, ko si delala in pripravljala to knjigo, v resnici je ta knjiga nastajala leta, če jaz prav razumem. No? Kurirala si, če smem, prirejala simpozije o oblasti v arhitekturi v sodelovanju z društvom Igor Zabel in Muzejem za arhitekturo in oblikovanje. Dolga leta in tam zbirala pač najboljše govorce, najboljše tekste, ki so zdaj pravzaprav na nek način rezultirali v tem čudovitem izdelku, ki ga držim zdaj v svojih rokah in se tresem od lastniške strahospoštljivosti. In težko vprašanje zate je pa tole, a je tako knjigo sploh mogoče predstaviti v nekaj kratkih besedah za en ljubek video? Seveda. Ok, izziv je tukaj. Ta knjiga prinaša eseje in intervjuje s 14 avtorji, tako domačimi kot tujimi, ki premišljajo odnos med arhitekturo in oblastjo iz 3 različnih filozofskih perspektiv, in sicer materializma, fenomenologije in poststrukturalizma. Vsak prispevek tudi prinaša več praktičnih primerov, ki ponazarjajo to razmišljanje o tem preseku, torej o arhitekturi in oblasti. Prispevke pišejo arhitekti, arhitekturni zgodovinarji, arhitekturni teoretiki in tudi filozofi. In vselej izhajajo iz drugih referenc. Torej gre za eno interdisciplinarno delo, ki ima različna izhodišča premisleka in zato tudi prinaša raznovrstne odgovore na to vprašanje, kar je en izmed večjih atributov te knjige. Nima enega odgovora na to, kakšen je odnos med oblastjo in arhitekturo, ampak jih prinaša množica.